Haleluja, slava Jezusu. Še en čudovit dan je pred nami, ko lahko živimo z Božjo naravo in Božjim življenjem v sebi. Ja, o tem bomo zdaj govorili. Se pravi, važen je, da veš, kdo si. In naj ti povem, moraš vedeti, da v tebi je Božja narava in še več od tega, v tebi je Božje življenje. Janez 1:12. Tistim pa, ki so ga sprejeli, je dal moč, da postanejo Božji otroci. Vsem, ki verujejo v njegovo ime. Se pravi, Bog ti je dal avtoriteto, da se lahko imenuješ Božji otrok. Haleluja. Se pravi, kdo je tvoj oče? Tvoj oče je Bog. Haleluja. A ni to osupljivo? 2. Petrov pismo 1:3-4. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical v svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred cvetno poželjivo pokvarjenostjo. Se pravi, tukaj vidimo, da nam je božanska moč podarila vse. Haleluja. In se pravi, kdo nam je podaril? Božanska moč. Ne nekaj, kar je odvisno od situacije v svetu. To je nekaj nad vsako stvarjo tega sveta, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. Se pravi, ni ti podaril samo to, kar rabiš za duhovno življenje, ampak tudi za naravno življenje. Haleluja. Vse to si dobil in kaj pa naprej prav? Da smo postali deležni Božje narave. Haleluja. In ubežimo pred posvetno poželjivo pokvarjenostjo. Se pravi, tebi sploh ni treba več biti pokvarjen, niti treba imeti poželjivosti, niti treba biti posveten. Zakaj? Ker imaš Božjo naravo. Prav tepe nekaj veliko več od vseh smeti tega sveta. Kako se lahko preš grehu, kako lahko živiš zmagovano, kako se lahko preš vsake izkušnjavi, kako lahko živiš polno življenje, tako da se zavedaš, da je v tebi božanska narava in da si osvobojen vseh drugih stvari. 1. Janezovo pismo 5:11-13. Pričevanje pa je v tem, Bog nam je dal večno življenje. In to življenje je v njegovem sinu. Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenja. Se pravi, imamo večno življenje. V nas je nekaj, kar bo živel večno. Življenje je v Jezusu. Haleluja. S tem, ko si sprejel Jezusa, si postal Božji otrok. To je največ, kar lahko dosežeš v svojem življenju. Več od tega se ti ne more zgoditi. Se pravi, ti si že sprejel največjo stvar, kar obstaja. In zdaj cel življenje boš lahko živel in odpakiral to bogastvo te slave. V Rimljanom 8:11 prav, in če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa Kristusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. Se pravi, ista moč, ki je obudila Jezusa od mrtvih, je danes tebi na razpolago. V bistvu je že v tvojem duhu. Se pravi, ti imaš Božjo naravo in Božje življenje. Zato lahko tako tudi živiš. Haleluja. Hvala ti, Jezus, za ta dan. Hvala ti, Gospod. Ne bo naše oči odprte, ne bo naše srce odprt. Oče, molim, da hodimo v te božanske naravi, da živimo življenje v polnosti, Božje življenje. Bodite blagoslovljeni, kjerkoli ste. Ne gre z vami moč Svetega Duha, haleluja, da v vas manifestira Božjo naravo in Božje življenje. Amen.